In lepo pozdravljeni. Jaz sem danes pripravila eno tako predavanje. A me slišite? Bolj tako? Se bom itak pol ustala, tako da bom se malo gibala. V bistvu sem vam želela predstaviti nekaj, kar se mi je v zadnjem času zelo lepega zgodilo. In sicer že 10 let, v bistvu letos Mladinec praznuje 10 let in v bistvu 10 let se ukvarjamo z motiviranjem za branje. Ampak današnja izkušnja je povezana s tem, kar se mi je zgodilo pred kratkim. To je, da sem v bistvu to knjigo, ki je bila nominirana, ki je še nominirana za nagrado Vasja Cerarja, predstavljala v Mariboru in sem želela potem deliti z vami te izkušnje. Se pravi, to, kar bomo mi danes delali, je v bistvu adaptacija tega, kar so delali tudi osnovnošolci v Mariboru, tako da upam, da bomo vsi uživali tako, kot so oni uživali. Zdaj pa v bistvu, se pravi, rada bi v bistvu z vami delila svoje izkušnje v bistvu z motiviranjem za branje, predvsem pa v bistvu za poezijo. Se mi zdi, da poezija je ena taka zvrst, ki jo v bistvu vsi zelo cenimo, pa v bistvu v šolah zelo težko z njo delamo. Tako da sem nekako izbrala pač to, torej strategije povezane z motiviranjem za branje pač poezije. Rada bi pa za začetek zastavila tole uganko. To je v bistvu en prevod enega rokovskega komada španskega, lahko ga zapojem, ampak mislim, da ne bi rajš. Ne, bom pol zapela, prav, če mi bo kdo pomagal. Ampak v bistvu prevodu slovenskem se glasi takole: kdo smo, odkot prihajamo in kam gremo? Smo v svoji galaksiji sami ali je z nami še kdo? Obstaja življenje po smrti, kaj pa reinkarnacija in tako naprej, ne? To je en tak rokovski band. Tako da v bistvu me ne zanima zdaj, kaj se vam zdi, kakšen bi bil za vas odgovor na vsa ta vprašanja? Zelo sem zahtevna, ne? En odgovor na vsa vprašanja. Jaz bi rekla, da ne obstaja življenje po smrti, ampak obstaja življenje po življenju. Okej. Prav. Ampak ti si parcialno zdaj odgovorila, jaz hočem en tak zaokrožen odgovor. Ja, super, Milina, hvala. Ja, hvala. Kaj pa ostale? A se kakšna opogumi? Jaz bi rekla samo da. Da? Ja, odgovor, ja. Ja, v bistvu, jaz sem pričakovala v bistvu odgovor v eni besedi, še to, ne sem odgovor na uganko, pač v eni besedi. Da, okej, ne, ampak ta da je zelo večpomenski, večplasten in ga moramo pa še naprej raziskovati, ne, ampak za začetek je super, hvala. Ja? Verjetno poznate knjigo Brata nesrečne od Astrid Lindgren. In ravno v smislu tega vprašanja je morebitni odgovor na to knjigo. Kam gre zdaj Jonatan Rogliček? Iz Nandijale v Nandilimo ali v tretjo deželo ali v reinkarnacijo, ker je takrat Astrid Lindgren bila pod vplivom nudizma. In tako naprej. Malo za premisliti. Super, ja. Ja, v bistvu, ti odgovori so vsi zelo večplastni, a ne? In v resnici ta odgovor, ki ga jaz pričakujem, pa vem, da mi ga ne boste mogli dati, seveda, ker to, kar si veste, vedno je tako, ne, ti si nekaj zamisliš, potem želiš ta odgovor točno ta, ne. Ampak hočem reči, to, kar v bistvu zdaj ves čas govorimo, ne, v resnici je to ta večpomenskost, ki jo tudi ta beseda, ki jo zdaj iščemo, pač vsebuje, a ne. Še kdo? Še katera, no, vidim, da je spet treba uporabljati ženski spol, ja? Ja? Glejte, jaz mislim, da je odgovor na vsa ta vprašanja v resnici en sam in to je branje. Ne? Ja, ja. A ne? No, glejte, mislim, branje je res tako večpomenska beseda, a ne? Uporablja se, branje seveda ni samo branje knjig, ampak predvsem in tudi, ne? In to nas danes zanima. Ampak mi beremo tudi note, beremo zemljevide, beremo prometne znake, beremo podobe, panjske končnice. Skratka, branje je v bistvu ena taka ključna beseda, ki povezuje zelo različne mentalne, kognitivne pač aktivnosti, a ne? In predvsem je v bistvu beseda, ki nekako, ja, meni je tako vroče že vse, tako da
Ne vem, se pozlavali pa hlačo bi mogla prinesti sploh s tem. Skratka, je v bistvu ena taka večpomenska beseda, ki nekako ne zapira, ampak odpira. A ne? In v to smer so tudi šli vaši odgovori. Se pravi, da, Matej, ne, pa Milenina, ne, spet nova knjiga in tako. Skratka, ne, branje v bistvu je tisto, kar nekako vemo, da ne daje nekih dokončnih odgovorov, ampak da nas spodbuja, ne nazadnje, da si zastavljamo vedno znova nova vprašanja. A ne? In zato se mi zdi tako krasna beseda in seveda zame edini odgovor v resnici na to uganko, zaradi tega, ker v resnici vključuje vse ostale odgovore. Ne? Ravno tako. Zakaj v bistvu, se pravi, govorimo o branju, a ne? Govorimo tudi to knjigo, sem prepričana, poznate. Jaz vedno znova, v bistvu, ko nekako sem skušal narediti ten teoretski okvir, pridem pravzaprav do istih besedil, do istih knjig. A ne? Paul Armstrong je v tej svoji knjigi izvrstno pokazal, kako je v resnici branje izredno kompleksen proces mentalni, se to je itak, vemo, to je znano, ampak to, kar je pri njem novo, je, da je v resnici povezal v bistvu te kognitivne procese z igro. Ne? Se pravi, ko možgani skušajo dešifrirati to, kar mi beremo, v bistvu se igrajo. Ne? In te igre vzpostavljajo vedno nove sinapse, ohranjajo plastičnost možganov, to v bistvu v času ekstremne demence in teh kognitivnih v bistvu bolezni se mi zdi, da je ena od boljših, bi rekla, popotnic, ne, za to, da ne zbolimo. Druga je pa učenje takih malo bolj zahtevnih jezikov. Zanj mi je ena gospa rekla, da ko uči madžarščino, da v bistvu je to tudi en način, da v bistvu mentalno ne zbolimo. Ne? In jaz mislim, da je euskera tudi tle blisti, se pravi baskovski jezik. Ne? Tako da, ampak branje definitivno je tista aktivnost, ki nekako ohranja moč, ne, kondicijo naših možganov. Seveda, če vemo, ne, da je branje tako izredno in tako zelo dobro, ne, zakaj potem v bistvu vse manj ljudi bere, oziroma zakaj so te statistike, bi rekla, neprizanesljive. Ljudje zelo veliko berejo in vedno več berejo v resnici, samo verjetno je pa v bistvu zanimanje za literaturo nekako, bi rekla, upada. V tej knjigi Miha Kovač, berem, da se poberem, nam polaga na srce, zakaj je v bistvu branje, še zlasti branje literature, tako pomembno. Ne? In primerja ga, kot sem pripričana, da veste, z branjem zaslona. Ne? Ravno danes sem brala tudi en članek še, ki spet potrjuje te podatke, da veste v bistvu, da naši mladostniki so multitask, bi rekla, otroci ali pa najstniki. Ne? Se pravi, lahko berejo, pa hkrati še na telefon nekaj švignejo, pa spet grejo nekaj delati in tako. In v bistvu ta raziskava je pokazala, da ta multitask, ne, se pravi to večopravilnost, da to ni lastnost, ki bi pripomogla k boljšemu razumevanju besedil. Ravno obratno je. Ne? Se pravi, mi, če hočemo brati, se moramo v besedila poglobiti. A ne? Zato v bistvu se nekako trudimo v bistvu ves čas pravzaprav to nekako poudarjati. Ne? Je pa res, da v bistvu v sodobni družbi je nekako to malo težje. Kasneje se bomo še enkrat srečali, vam bom pa v bistvu nekako, bova skupaj z Niko vam skušali povedati, kako lahko v resnici tudi to v našo korist, bi rekla, uporabimo. Ne? Se pravi, v sodobni družbi sta v bistvu tako branje v globino, kot v bistvu preletavanje, se pravi v bistvu branje zaslona, v resnici ključna. Ne? In jih moramo v bistvu spodbujati oba. Branje knjig, pa tako, kot smo že prej v bistvu v začetni uganki povedali, preizprašuje naše mentalne sheme in zato je tako izredno dragoceno. Takole, čakajte, še tole sem malo zgrešila. To, kar sem tudi želela poudariti, je, da v bistvu, ko mi govorimo o branju, nekako vedno znova vzpostavljamo ta kognitivni vidik. Se pravi, to je neka zelo zahtevna mentalna operacija. Hkrati pa v bistvu najnovejše raziskave, predvsem raziskave možganov, kažejo, da v resnici možgani niso samo nek racionalen, bi rekla, organ, ne? Ampak da v resnici so tudi čuteči, to je ravno v bistvu naslov te knjige, se pravi, da čutijo in v resnici ta neuroznanstvenik Antonio Damasio v bistvu govori o tem, da so vse poglavitne odločitve, ki jih v življenju sprejmemo, da niso v bistvu racionalne, ampak so emocionalne. Ne? Tako da v bistvu vsi ti elementi so tisti, ki jih nekako skušamo uporabljati tudi pri motiviranju za branje, pri bralno-motivacijskih strategijah in zdaj bomo, kot sem že rekla, povedali kako. Spet imam eno uganko.
za vas pripravljeno? Ja. V debeli rdeči lupini burgundije sedijo. Kaj je to? Zdaj sem vam prinesla pripomoček s sabo. Ne vem, če se vidi. Nekaj malega rdečega. Ja, Marjanca, hvala. Granatno jabolko. Točno to. In zakaj v bistvu sem prinesla danes s sabo in zakaj vas to sprašujem? Če rečem v bistvu besedo granada, v španščini je granatno jabolko namreč granada, a na kaj pomislite? To je eno čudovito mesto, a ne? V Španiji? S čim pa povezujete to mesto? Z gazbo, s plesom, z granatnimi jabolki, ne? Ja? S kulturo, ja, še s čim? Z veseljem do življenja. Ja, pa z veseljem do smrti tudi, ne? Ja, tam v bistvu v Granadi je pokopana, v bistvu Granada je bila v bistvu v tej rekonkisti, je bila zadnje mesto ki so ga v bistvu pač zasedeli, ki so ga pač obranili Španci, ne? In je tam sta pokopana katoliška kralja, ne? Tako da ta katoliška nota je tudi izredno močna. Jaz v bistvu ves čas napeljujem na to, ne, da se je v bistvu v Granadi rodil tudi Federico García Lorca, ne, in tukaj imam to njegovo knjigo. Zdaj tukaj imam sicer še eno glasbo pripravljeno, Camarona, ampak bomo to preskočili, zato ker če ne bomo pol magar poslušali. No. To pa, kar si želim, je pa, upam, da bo ta povezava pa delala, da si pogledamo, ne, to je v bistvu ena od podob, znamenitih podob. To, kar bi pa želela, namreč knjigo imam tukaj, ampak če jo tukaj v bistvu pogledam, potem si jo ne bomo mogli vsi videti. Zato sem jo prinesla s sabo. Čakajte, sem takole. Takole. A ne vidite? A ne? A ja, kako pa to? Aha, okej. Jaz sem pa rekla, kako mi to dobro gre. Pak vedno te tehnični aspekti niso glih. A ja, čakaj, daj. A knjigo mogoče poznate, zdaj med tem, ko mi Katja pomaga tako prijazno? Ne poznate? Skrajni čas, da jo spoznate. Aha, evo ga, se pa po moje bo. Je? Ja, Aha, superca. po pa kar nazaj. Ne vem, če bom nazaj. Ja, prideš, ja ti, dobro. Super, hvala. Rada bi, da si jo malo pogledamo. No? Tukaj je cela gor zdaj na netu, drugače veste, pač knjig nimamo v celoti gor, ne? Ampak ilustracije je narisal Gabriel Pacheco. Bom šla kar počas, da lepo uživamo. Potem so pesmi v španščini še, ne, pač dvojezične izdaje, tako kot pogosto pri Malincu. Potem en krajši življenjepis Federica García Lorca in v bistvu en zelo občuten zapis ilustratorja Gabriela Pacheca. Takole. Dobro, zdaj smo v bistvu pač zlistali tole knjigo. Tako. Kako vam je všeč? Kakšni so vtisi prvi? Ilustracije ste si zdaj pogledali, ne? Ja. Tudi pesmi so krasne. To se da primerjati. Ja, prevod smo v bistvu delala v tandemu, ne? Igor Saksida in jaz. Tako da, zdaj se pa vidi, ne? Ja. Tole ne vem, zakaj dala stran. Tako, ja.
No, zdaj pa v bistvu pride ta praktični del. Tole sem v bistvu vzela iz priročnika, ki ga vsako leto izdamo in pač letos smo v bistvu tudi pač didaktično obdelali to knjigo. In sicer sem si najprej zamislila, da bomo v bistvu delali strategijo Ta pesem mi ugaja. Zdaj, ta strategija je v bistvu namenjena, v glavnem pač smo delali v manjših skupinah in idealno bi bilo, da bi lahko vas razdelila na 4 skupine, ampak glede na to, da nikoli ne vem, kakšen je prostor in da bomo tukaj se težko tako gibali, kot sem si nekako zamislila, za naše učence bi bilo pa idealno, če bi se gibali, ker med njimi so tudi zelo močni kinesteti, tako da to bi bilo gotovo fajn, ampak bomo zdaj pač te stvari pač malo prilagodili. Se pravi, zdaj bomo v bistvu, prosim, v vaših mapcah imate pesmi iz te pesniške zbirke, in sicer so noter 4 pesmi. Najprej bi prosila, da poiščete pesem, tisti, ki imate pesem Metulj, in Pokrajina. Okay? Ker smo tako razdelili, nekateri imate pesem Metulj, drugi imate pesem Pokrajino, potem je pesem Školjka in Prismuknjena pesem. Skratka, 4 različne pesmi imate in zdaj bomo potrebovali pesem Metulj in Školjka. A ste našle? Vsak ima samo eno pesem. No, super, Urška, bomo še tlele, boste še dobile. Se pravi, vi 3 nimate? Ne, jaz imam. Aha, vi imate, prostite. Vi nimate pa vi? Ja, zdaj to bo gospa. Vi imate gospa. Aha, ok. Super. Potem pa prosim, lahko se prosim eno od vas, tisti, ki imate pesem Metulj, če se lahko javi in jo glasno prevede. Lahko? Ja, no, a prijete sr, da vas odkole vidite, da se boste lepo slišali tudi. Metulj, ki lepo drsiš po zraku, čudoviti metulj v zlato-zelenem fraku. Svetloba oljenke, metulj, ki si v zraku, ostani tam, tam. Nočeš se ustaviti v mraku, čudoviti metulj v zlato-zelenem fraku. Svetloba oljenke, metulj, ki si v zraku, ostani tam. Ostani tam. Metulj, sem spet sam. Super, hvala. Super. Zdaj to smo morali prebrati zato na glas, ker nimate vsi te pesmi, ne? Ja. Kaj pa zdaj naslednja pesem? Školjka, smo rekli. A bi kakšna prišla jo glasno prebrati ostalim, tistim, ki jo pač nimamo? Ja, super. Ne, aha, ni Školjka, pa ravno obratno, se opravičujem. Ne, ja, hvala za prijaznost. Ne, pol pa Pokrajino, se opravičujem. To pa naslednja. Ja. Ja, boja. Lahko? Ta ni nič potemnjena, ne? No, super, ja, to je bistvo. Zdaj rabimo te, ki niso potemnjene. Pokrajina. Popoldne prepolno znotraj se je odelo hlad. Za prosojnimi stekli otroške oči zanima, kako drevo rumeni in se v ptice spremenja. Popoldne se je uleglo na gladino reke in jabolčna rdečica obarvala je strehe. Super, hvala. Kljub temu, da sem rekla, da zdaj ne bomo hodili okrog, bomo to vsem storili. Ne? Izvorno bi bilo tako, da bi v bistvu vse te 4 pesmi dala na 4 konce sobe, to lahko poskusite v razredih, ker boste imeli manj ljudi. Potem pa v bistvu učenci vstanejo in si izberejo vsak svojo pesem. Se pravi, to pomeni, da morajo hoditi okoli, najprej tukaj, tam in potem si v bistvu izberejo pač tisto pesem, ki jim najbolj všeč. Mi smo zdaj seveda, ker nas je malo več, pa smo to fazo preskočili, ampak tisti, bomo pa vse naredili tako, da se bomo premaknili. Bi rada, da tisti,
ki imate pesem Metulj, da greste na to stran, tisti pa, ki imate pokrajino, pa na to stran. Okay? Tisti, ki pa nič nimate, pa lahko za zdaj obsedite, prav? Okay? Lahko, seveda. Ja. Ostale seveda lahko sodelujete, ne? Ja. Mogoče kar ostanete na mestih, ne? Se pravi, tukaj je Metulj, tukaj so pa... Tako, ja. Ja, se kar počakajte tam. Ja. Zdaj imamo Metulja. Zdaj vas pa prosim, da si še enkrat preberete pesem potihem. Ne? Se pravi, vi na levi, moji levi berete Metulja, vi na moji desni berete pa pokrajino. Velja? Prav, zdaj smo prebrali, a ne, še enkrat? Ja, zdaj vas bom pa prosila, da te liste obrnete, nič ne smete kukati na te liste. Tako? Nič na te liste, zdaj pravi, vi ne kukate na Metulja, vi ne kukate na pokrajino, ostale lahko, ampak vam nič ne pomaga zdaj, ne? No, zdaj se bomo pa v bistvu igrali tako, da bom jaz govorila posamezne verze, vi, ki imate Metulja, boste povedali, če te verzi pripadajo vam, vi, ki imate pa pokrajino, pa če vam, ok? Zdaj, če bo pa kakšen vers ostal, ne, da boste rekli, ta vers je naš, pa vi boste rekli, ta vers je naš, bom ga pa tukaj pustila, pa bomo potem na koncu se odločili, ali pripada vam, ali vam. Velja? Ok. Zdaj imam te, čakajte, to ne vem, kako bi izgledalo. Da vem, kako se ne. Pa potem, ko bo ta vers vam všeč, idete ga iskati. Vsakič, mislim, nekako je tako mišljeno, oziroma število bi se moralo imati, da je torej Metuljev toliko, oziroma tisti, ki imate pesem Metulj, toliko, kolikor je verzov v pesmi. Tako da vsaka pride svoj vers iskati, ja? Če se boste odločili, prav? No, drstiš po zraku. No, Metulj, ja. Ja, super. Kako drevo rumeni? Ja, kaj pridete iskati, prosim? Tako. Ja, super. V zlato zelenem prahu. Kaj ena pride iskati, prosim? Obarvala je strehe. Ja, kaj pridete? Ja. No, pa so drugi se budu iskati. Seveda, tako je treba. Se je oddelal hlad. Čudoviti Metulj. Za prostojnimi stekli. In se vtice spreminja. V zlato zelenem prahu. Ostani tam. Na gladino reke.
izleglo. Ja, se veste, idealno bi bilo, če bi te stoli, če bi mi lahko naredili tukaj ekipe, skupine, krog, ne pa bi se pol mi skupaj pogovarjali, ne, ampak pač. Metulki lepo. Nočeš se ustaviti. Ja, zdaj je manj urosti, ne? Če bi po 4 tedni bi pa že malo bolj, ne? Morali premišljivati. Ja. In jabolčna rdečica. Otroške oči zanima. Naslednja je ostati v mraku. Ostati v mraku. Svetloba ojenke. Ostani tam. Naslednja je popoldne, prepolno znotraj. Popoldne, prepolno znotraj. Zarito, končo, pepeka in karmenfliko. Medul. Grajna. Čudoviti medul. Če dobro, da bomo zdaj na začetku, ne, malo bolj močali. Svetloba ojenke. Se pa metulki si v zraku. Metulki si v zraku. Ostani tam. Torej, metulki si sam, pa metulki si v zraku. Če trima. Super. Tako. Se pravi, zdaj imate vse tiste, ki ste imeli pesem metul, pa ste po impres. In vse tiste, ki ste imeli pesem pokrajino, pa ste po impres. Ja? Zdaj pa še vedno nekaj v pesem. Zdaj bo pa naša naloga, da se stavimo te dve pesmi. V pravilno vas narediti, jasno, ne? Tako, kot se to isto pojavlja pač. Ne? Tako da, ja, brez nokanja. Ja, zdaj smo še sveže, ne? Zdaj pravimo, super je, smo prve, ne? Ja, bomo kar tukaj naredili, bomo naredili pol potem dlakec, ne? Se pravi, tukaj bomo naredili dlakec za metulja, tukaj bomo pa naredili dlakec za pokrajino. Ker, prosim, pa ste postavili, odgovarjate, kje ste, ne? In se tako postavili pravo vrsto.
si fanti, kako so prebrali. Bravo. Ja, naš, hvala lepa vsem, izvrstne ste bile, hvala. Listke, prosim, da ne složite, pa se sedemo. Zdaj se pa na vrsti tiste, ki so do zdaj sedele. Super. Zdaj imamo pa v bistvu naslednje pesmi. V teh pesmih sem pa v bistvu nekaj besed prečrtala. Zakaj sem to naredila? Te pesmi v bistvu za Lorkovo poezijo tudi sicer so zelo značilna v bistvu rima asonanca. Zdaj Slovenci v bistvu te rime sploh ne slišimo, to za nas, za naše uho preprosto ne obstaja. In v bistvu tudi prvi prevajalci Garcije Lorke je sploh niso v bistvu slovenili. Se pravi, v bistvu so Lorko prevajali s prostim verzom, brez asonance. Asonanca v bistvu je pač tradicionalna rima, v španski pač ljudski tradiciji je izredno pogosta, v romancah je pogosta. Vemo pa, v bistvu, ko je Prešeren prevajal asonance, je naredil iz tega moško rimo. Preprosto za nas je to zelo težko slišno. In ko je Vras prevajal tudi v bistvu romance, ne, je naredil, se je zelo trudil z asonancami, ampak potem mu je tudi ušlo, tako bom rekla. Ne. In se pravi, sodobni prevajalci, se pravi Udovič, Gradnik sploh, ne, Gradnik je iz njega naredil čistega surrealista, tudi tam, kjer ni bil. Ne. In v bistvu so te asonance za nas zelo neslišne. Zato sem v bistvu za naslednjo strategijo vzela strategijo, kje je moja beseda. V dveh pesmih imate nekatera mesta počrnjena, ne, podebeljena, tako da ni mogoče besede prebrati. Zdaj imam tukaj jaz listke. To bi se v bistvu zdaj strategijo lahko igrali na dva načina. Najprej bomo skušali v bistvu besede sami poiskati, se pravi ta počrnjena prazna mesta, boste nekako razmišljali, katero besedo bi vi vedale noter. Sicer pa imam jaz tudi napisane tukaj pač besede, tiste, ki naj bi bile noter, a ne? Tako da bomo videli tudi, kako nam bo pa to šlo. Ne? Prav? Ja. Mogoče zdaj najprej preberemo na glas, ne, zdaj spet te pesmi, se pravi mogoče najprej Školjko. A ima kakšna Školjko? Ja, super, lahko, kar prosim. Če boste tam prišli, ja. To pa kar naredite. Školjka. Naenkrat v mojih rokah školjka. V njej prepeva morje in srce mi voda. V ribicah skrita srebro in naenkrat v mojih rokah. Bravo, super. Ja. No, zdaj bi se lahko igrali, se pravim, s temi v bistvu besedami, ki pač manjkajo. In to se mi zdi zelo ustvarjalno. Ne? Kaj pa še druga pesem? A ima še kdo drugo pesem? Ne? Ja, ker nas je malo, nisem vedela, koliko nas bo, no, pol pa ne, se nekako ni nič hudega. Prav. Kako bi zdaj? A bi najprej poskušali tako narediti, da v bistvu same poveste te manjkajoče besede? Ja? Se pravi, najprej je vers. Naenkrat v mojih rokah školjka. V njej prepeva morje. Morje. V njej prepeva morje. Spominov. Izvrstno. Sveta, izvrstno, bravo. Ja, ne, minila si še eno? Oprosti. Duha. Super. Še kakšna? Nežno. Super. Spominov. Ok. Ja, gremo kar naprej. In srce mi voda. Umiri. Če?
Iskri, zbira, super. Zrcali. V ribicah skrita srebro in Super. Super. naenkrat v mojih rokah Super. Ta pesem v bistvu je zelo zanimiva, ne, za delati zaradi tega, ker je precej surrealistična. Je, ne. Zelo divje asociacije so, zelo divje metafore. Ne. In zdaj, če bi vam dala besede, ne, zdaj imam seveda besede zmešane z obeh pesmi, ampak to je še boljš. Ne. Ja, ja. Zdaj v bistvu me zanima pač tista, ki se vam zdi, recimo, se pravi te besede, ki manjkajo, ne, bom dala tisti listek, tisti, ki se ji zdi, pa bomo potem še enkrat pesem prebrali. Okay? Zdaj imam najprej prvo besedo postanem. 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 Nobena ne mara postanem. Kapelj. No, boste imeli to besedo? Okay. Super. Potem naslednja beseda je nitke. Bo, kakšna imela? Ne? Tkanem. Zemljevida. No, morje zemljevida. Zaliva. Zaliva. in srce mi voda zaliva. Ja, ja. Senca. Bo? A še kakšna? Vas je malo manj s temi pesmimi. Gospa Darja, pridete iskat? Ne? Ne? Jaz bi imela nitke. No, nitke, super. No, Darja pride po nitke. Ja. Senca, nobena ne mara sence? Ok. Pa školjka. Naenkrat v mojih rokah školjka. Ja, a še kakšni ji manjka? Mislim, je še kakšna s to pesmijo, ki ji manjka beseda? To smo itak skupaj naredili, ne, tole. No, a bi zdaj še enkrat prebrali to pesem, ampak tako, da v bistvu dopolnite tisti vers, ki imate besedo? A? A imate? A? Senca? Senca? Opa, to nas. Že pretepla ta mikrofon tle. No, gremo zdaj še enkrat prebrati, ne? Ok? Kar začnete? Školjka. Naenkrat v mojih rokah školjka. V njej prepeva morje kapelj. Naprej? Možne variante. In srce mi voda. Morje zemljevida. Morje zemljevida? Vi imate? Morje kapelj. Morje kapelj, izvrstno, ne? Ja, super. Kar naprej gremo? Tista, ki ima... Srce mi vodo Zaliva. Zaliva? Še kaj? Ja, gremo naprej potem? v ribicah skrita srebro in Ja, nitke, lahko damo sence, ne? Ja? Še naprej? naenkrat v mojih rokah senca. Školjka. Super, super. Ja, super je. Glejte, tukaj je res neskončno veliko možnosti, da se igramo, ne? Zdaj spet, pogledali bi v bistvu v knjigo, z otroki bi gotovo pogledali v knjigo, a ne, da preverimo, kako je. Potem bi se pa tudi pogovorili o teh variantah, ki so nam ljubše, zakaj smo se tako odločili. Lahko bi napisali pesem recimo samo z teh novih besed, a ne, lahko bi kaj predrugačili. Skratka, tukaj je res ogromno možnosti za igro s to... Kako?
da preberemo pesem? A? No. Školjka. Za Natalito Jimenez. Naenkrat v mojih rokah školjka. V njej prepeva morje zemljevida in srce mi voda zaliva. V ribicah skrita srebro in senca. Naenkrat v mojih rokah školjka. No, ta pesem je tudi sama po sebi res izredno surrealistična in v resnici, ne? Ja, ne, ampak mi smo jo v bistvu, se mi zdi, kar obogatili, predvsem smo jo pa zelo intenzivno doživeli, ker smo iskali nove besede, ko smo besede zamenjevali, a ne, na tak način, ne. Zdaj smo delali v skupinah, ja, zdaj pa v bistvu to, kar mene zanima, ne, bomo zdaj še malo evalvirali, tako lepo, potem pa Mileni dajem besedo. Se pravi, povejte mi, ne, a smo uživali v branju? A je bila to veččutnostna izkušnja? To se mi zdi izredno pomembno. A smo uporabili elemente igre? Kaj pa v bistvu, kakšna je bila, jaz sem tukaj mentorca zdaj vaša, ne? Kakšna je bila moja vloga? A sem jaz zelo po vas, torej vam govorila, navodila sem dala, ampak potem sem vas pustila, da po svoje delate, ne? Nisem se preveč vtikala in predvsem nisem želela povedati, to je prav in samo tako je prav in to je pa narobe in to je res hudo narobe, ne? Tukaj v bistvu igra pomeni, da se v bistvu, tudi če se motimo, v resnici se v igri vedno lahko motimo in je to okej, ne, nič ni narobe s tem. Uporaba vakoga. A smo imeli različne zaznavne kanale? A smo v bistvu, ne vem, vizualno je bilo, ker so bili, a smo v bistvu auditivno imeli, ne? Različni spet kanali so bili, ne? Ja, kaj pa če bi v bistvu skušali po Bloomovi taksonomiji, ne, pač ta je najbolj razširjena, ne, mislim, znana. Kaj se vam zdi, do kam smo prišli? Ali smo ostali na teh začetnih stopnjah povzemanja, ali smo v bistvu šli višje? Analiza, sinteza, interpretacija. Ja, v resnici smo zelo preprostimi v bistvu sredstvi v bistvu prišli zelo, ampak res zelo visoko. In zdaj, če bi imeli čas, čakaj, ne vem, Milena, imamo še? Ja, toliko še imamo časa. Ne, se bom 3 sekunde. Hočela sem sam še, da se naučimo eno besedo po špansko. In to je mariposa. Ok? Ja, metul, ne? Ok? Kako? No, super. Jaz poznam pa eno otroško igro, takole z rokami, in sicer bomo rabili, ja, vaše roke, Mari-po-po, Mari-sa-sa, Mari-sa, Mari-po-sa. Ok? No, gremo še enkrat. Ja, tudi jaz se malo zmedem, pa vi mene gledate, pa se pa tudi, ja. Še enkrat. Mari-po-po, Mari-sa-sa, Mari-po, Mari-sa, Mari-po-sa. Tako, bravo.